Izredni profesor dr. Aleš Maver, ki je zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, in njegov prispevek ima naslov Kontinuiteta nekega odnosa, stalnice v odnosu kristjanov do oblasti pred Konstantinom in po njem. Ja, lepo pozdravljeni. Tudi moj prispevek v zborniku in danes se na neki način navezuje na pomembno raziskovalno področje, ki se mu je posvečal akademik profesor Bratož. Gre za odnos med kristjani in politično oblastjo, o čemer je akademik precej pisal, predvsem v svojih zelo temeljitih raziskavah preganjanja kristjanov in njegovih žrtev, ter potem tudi v pomembnem prispevku o tem razmerju, zlasti v zanimivem obdobju med drugo polovico 3. stoletja in izbruhom največjega in morda celo edinega na ta način organiziranega preganjanja kristjanov, to je seveda Dioklecianovo preganjanje. V mojem naslovu je že uporabljena beseda kontinuiteta, gre pa predvsem za to, da sem poskušal pokazati, kako je bil tako imenovani konstantinski preobrat v razmerju med cerkvijo in političnimi oblastmi, predvsem obrat, ki se je zgodil na ravni političnih oblasti. Ni pa nujno, da se je s konstantinskim preobratom spremenil tudi odnos kristjanov do političnih oblasti, ali bolje rečeno, prišlo je do nadgradnje nekega odnosa, ki si ga je pa pravzaprav krščanska skupnost želela in ki ga je napovedovala že prej. Seveda, temeljna zagata kristjanov v prvih 3 stoletjih, nekaj manj, je bil njihov prekaren položaj. Niso bili sicer ves čas preganjani, kot je nekoč trdilo predvsem cerkveno zgodovinopisje, vendar so bili hkrati v negotovem položaju, ki je izhajal predvsem iz njihovega zavračanja poganskih verskih kultov, ki so pa spremljali vsakdanje življenje Rimljank in Rimljanov praktično na vsakem koraku. In zaradi tega je Tertulijan v svojem najbolj znanem spisu Apologetik, ki ga je prav Jan Dominik Bogataj sedaj uredil in pripravil za objavo in je izšel pred nekaj tedni tudi v slovenskem prevodu, lahko zapiše tiste znane besede, da ob vsaki težavni situaciji na območju Rimskega cesarstva zaslišimo vzklik Kristjane levo. Spravi, kristjani vsaj v tej Tertulijanovi predstavi nastopajo kot dežurni krivci za praktično vsako naravno nesrečo. Zelo presenetljiv je pa pravzaprav tudi eden najzgodnejših nekrščanskih zapisov o nastajajoči krščanski skupnosti, ki izhaja izpod peresa rimskega zgodovinarja Tacita, kjer Tacit krščanski skupnosti v Rimu, verjetno tudi širše, očita nič več in nič manj kot sovraštvo do človeškega rodu, kar je najbrž izhajalo ravno iz te potrebe, da so se morali kristjani, če so hoteli svojo vero jemati resno, distancirati od poganskega vsakdana, ravno zaradi njegove prepletenosti s poganskim obredjem. In iz tega izhajajo potem tudi številni očitki poganske okolice, ki že na prvi pogled kažejo na globoko nerazumevanje, kaj pravzaprav kristjani so in kaj je bistvo njihovega prepričanja, med katerimi pa sta najbolj pereča zadnja 2 očitka. Eden je seveda zavračanje cesarskega kulta, ki postaja že od začetka principata, še bolj pa z njegovim razvojem, nekakšno splošno vezivo rimskega cesarstva. Kristjani pa ta kult, seveda ne moremo trditi, da so ga vsi zavračali, najbrž je bilo tudi veliko primerov, ko so kristjani na terenu sklepali kompromise,
vendar niso mogli sklepati kompromisa v načelu, kar je bilo pa toliko bolj nenavadno z vidika rimskih oblastnikov, ker so obenem božanske časti vse bolj izkazovali na križu usmrčenemu zločinskemu tesarju z vidika rimskih oblasti. Tega nasprotja jasno ni bilo lahko uskladiti. Drugi ključni očitek, ki je mogoče z današnjega vidika najteže razumljiv, pa je novost krščanstva. Kajti rimski ali grško-rimski verski kulti tradicionalne sorte so temeljili na prepričanju, da njihova vrednost in njihov prispevek k ohranjanju stabilnosti skupnosti izhaja iz njihove starosti oziroma iz tega, da so se ti isti kulti izkazali kot rešilni že v preteklosti. Kristjani pa so z vidika svojih poganskih someščanov nekako veljali, kot jim je očital že znani nasprotnik iz konca 2. stoletja po Kristusu, Celsus, katerega napad na krščanstvo pod narekovaji pa se je ohranil predvsem zaradi tega, ker ga je danes že omenjeni Origen neposredno navajal, jim je očital, da so dvojni odpadniki. Najprej so odpadli kot Judje od prvotnega verskega kulta, to je poganski kult, potem pa so odpadli pod Kristusovim vodstvom še od judovstva. In tukaj je tudi nastopi ta razlika med kristjani in judi v očeh rimskih oblastnikov, kajti judovske kulte so Rimljani sicer šteli za nenavadne, za čudaške, za nesprejemljive, vendar so bili vsaj stari. Krščanski kulti pa niso bili niti to in so svojo novostjo ogrožali ali naj bi ogrožali stabilnost rimske skupnosti. Zaradi tega so se morali kristjani opreti na svojo judovsko dediščino in iz tega seveda izhajajo številni paradoksi krščansko-judovskega odnosa, ki se vlečejo še do danes. So se morali kristjani predstavljati kot verus Izrael oziroma kot pravi Izrael. Kaj je bil torej krščanski odgovor na to lahko? Seveda so se kristjani zavedali, da omembe vrednega kompromisa na področju poganskih kultov in zlasti cesarskega kulta ne morejo sklepati. Zaradi tega pa so poskušali zadevo kompenzirati s tem, da so kar naprej in zelo izrazito od vsega začetka pravzaprav izkazovali brezpogojno lojalnost rimski politični oblasti. In po svoje nenavadno, da je glede tega že najstarejše besedilo, ki govori o tem odnosu, hkrati pa tudi eno najstarejših v Novi zavezi ohranjenih besedil, pismo Rimljanom apostola Pavla iz 50. let 1. stoletja, ki je v današnji obliki starejše od vseh evangeljskih besedil, že nedvoumno in brez vsake uzde za oblast izraža prepričanje, da vsaka oblast izhaja od Boga in ne glede na to, kako obračate ta tekst 13. poglavja pisma Rimljanom, vedno pridete do istega sklepa, oblast je zato, ker je od Boga, po tem odlomku praktično vse dovoljeno. Tukaj so kasneje bili številni poskusi, kako bi relativirali pomen teh Pavlovih besed, vendar sam v njih te uzde za oblast ne najdem. Gre seveda za to, da je nastalo najbrž to besedilo v zelo specifičnih okoliščinah, vendar je bilo kasneje interpretirano v absolutnih kategorijah. Zelo verjetno je namreč, da Pavel ni pričakoval, da bo sobivanje med kristjani in politično oblastjo trajalo, saj je pričakoval, da bo Kristusov drugi prihod prišel relativno kmalu in bo to vprašanje rešeno samo od sebe.
Kasneje se to seveda ni zgodilo. Eden od paradoksov, ki pravzaprav danes tudi prihaja v ospredje raziskovanja, je, da je krščanstvo sploh preživelo ta šok, da pričakovanega drugega Kristusovega prihoda ni bilo. In ostalo je to besedilo, ki pa je potem lahko služilo kot dokaz, glejte, mi mogoče res se ne udeležujemo cesarskega kulta, ampak smo popolnoma lojalni, poglejte, kaj pravi naš apostol Pavel. Drugi tak odlomek, ki so ga pa kristjani pozneje velikokrat z današnjega vidika celo namenoma napačno razumeli, pa je tisti odlomek iz Matejevega evangelija o tem, da je treba dati cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Medtem ko sodobna eksegeza poudarja, da je vsekakor težišče te Jezusove izjave iz Matejevega evangelija na tem, da obstajajo neka področja, na katera cesar nima dostopa, se pravi, to je poudarek na Božjem, so kasnejši pisci praviloma razumeli ta odlomek, kot da izraža absolutno in popolno lojalnost do cesarja. S tem lahko seveda rečemo, da ta bližnji odnos cerkve in političnih oblasti ni na cerkveni strani se začel šele s Konstantinom Velikim, ampak je imel temelje praktično že v prvem stoletju krščanstva in je nastalo to stališče ravno iz zapletenega vprašanja, kako zdaj pojasniti krščansko zavračanje nekaterih ključnih prvin rimske cesarske ideologije, ki se je kazala v cesarskem kultu. Ta krščanski pogled je zelo jasno opredelil Tertulijan na začetku 3. stoletja po Kristusu v svojem kratkem spisu afriškemu guvernerju Scapuli, kar smo prav tako dobili sedaj v slovenskem prevodu, kjer se sklicuje še na eno bolečo točko rimskega verskega kultnega sistema, kjer je bil torej pravi kult tisti, ki je bil ključen in nekako namiguje na to, da pogansko čaščenje cesarja pravzaprav ni tisto pravo, ker pripisuje cesarju vlogo, ki je nima. Kristjani pa postavljajo cesarja na mesto, ki mu res gre, in to je mesto takoj za Bogom. In ker ga postavljajo na pravo mesto, njihov kult doseže učinek, medtem ko naj bi ga poganski kult ne dosegel. In končno je treba opozoriti še na en vplivni tok, ki je daleč pred Konstantinovim nastopom in je ravno tako imel izredno pomembno vlogo v poznejših stoletjih. Seveda obstaja v novi zavezi ob tistem toku, ki je bil gotovo večinski in je bil rimski državni tvorbi naklonjen, tudi tok, ki Rim in njegov imperij zavrača, to je predvsem razodetje pripisano evangelistu Janezu. Vendar, kot rečeno, je tukaj šlo za manjšinski tok, večinski tok pa se je že relativno zgodaj iztekel v nekakšno teologijo Rima, po kateri naj bi ravno krščanstvo zagotavljalo tisti okvir, v katerem se lahko Rim razvija normalno, po drugi strani pa naj bi rimsko cesarstvo ustvarilo tudi okvir, v katerem je lahko se krščanstvo, oziroma kot pravi Melitoni Sart že v zadnji tretjini 2. stoletja po Kristusu, naj bi krščanska filozofija zacvetela. S tem naj bi bila Rim in krščanstvo medsebojno povezana in prepletena, kar so pa lahko
kasnejši krščanski pisci v časih, ko je potem vendarle tudi cesar postal kristjan, kar se recimo Tertulianu zdelo ravno zaradi prepletenosti kulta in cesarske vloge popolnoma nemogoče, so lahko to še nadgradili in tako recimo srečamo enega osrednjih izrazov te teologije Rima in zlasti tudi teologije cesarja Avgusta pri krščanskem zgodovinarju Oroziju, mlajšem Avgustinovem sodobniku na začetku 5. stoletja po Kristusu, kjer takšno razmišljanje doseže nekakšen vrh in močno vpliva tudi na srednji vek. Tako da lahko sklenem z mislijo, da je pravzaprav Konstantina pričakala že zelo izdelana krščanska politična teologija, ki je omogočala sobivanje z rimsko politično oblastjo, čeprav po drugi strani ne smemo podcenjevati dveh vidikov, in sicer prvi vidik je presenečenje vendarle, da je cesar naenkrat začel favorizirati krščanstvo, ki se kaže predvsem v tistem najzgodnejšem spisu, ki po njem nastane, to je Laktancijev spis smrti preganjavcev, in drugič izkušnja življenja na robu, mimo političnih oblasti, je v veliki meri vendarle zaznamovala razmerje med krščanstvom in političnimi oblastmi tudi pozneje in omogočala na neki način, da se je ravno v krščanskih kontekstih kasneje razvila ideja o ločitvi cerkve in države, kar je neki koncept, ki bi recimo bil v tradicionalnem rimskem kontekstu popolnoma nepredstavljiv. Hvala lepa.